Ko slišimo besedo Iran, pogosto pomislimo na jedrski program. Protesti, vojne in konflikti v tujini so tisto, kar nam pride na misel. Toda v resnici, za tiste, ki tega ne vedo, se zgodba Irana ni začela z versko vlado. Pred prihodom islama so na tem območju že obstajala velika kraljestva. Med njimi je bilo Perzijsko cesarstvo, ki je nekoč vladalo ogromnim ozemljem od Srednje Azije pa vse do delov Evrope in Afrike. Zato, da bi razumeli, zakaj Iran ne zaupa drugim državam, se moramo vrniti v čas, ko so Iranci postopoma izgubljali nadzor nad svojo lastno državo. Ta del se bo začel v začetku 20. stoletja, toda pred tem se moramo najprej vrniti okoli leta 1800. V tistem času je Iran še vedno vodila dinastija Kadžar. To je bila kraljevska družina, ki je vladala od poznega 18. stoletja do zgodnjega 20. stoletja. Perzija je bilo ime, ki so ga Evropejci takrat običajno uporabljali za Iran. Toda prebivalci so svojo državo že dolgo imenovali Iran. Iran ima veliko ozemlje, vendar je bila centralna vlada šibka, kralju je primanjkovalo denarja, veliko orožja je bilo zastarelega, prav tako pa so bili zastareli načini bojevanja njegove vojske. Na severu Irana se je rusko cesarstvo hitro širilo. Rusija je želela nadzorovati Kavkaz, regijo med Črnim morjem in Kaspijskim morjem. To območje je bilo pomembno, ker je služilo kot prehod v Srednjo Azijo in v toplejše južne dele. Vendar je bilo veliko ozemelj, ki jih je Rusija želela zavzeti, že dolgo povezano z Iranom. Zaradi tega sta v začetku 19. stoletja izbruhnili dve veliki vojni med kadžarskim Iranom in Rusijo. Ruska vojska je bila bolj moderna in bolje organizirana. Iran je izgubil obe vojni, zato je bil prisiljen podpisati Gulistansko pogodbo leta 1893 in Turkmenčajsko pogodbo leta 1828. Iran je izgubil ogromno. Rusiji so pripadla ozemlja, ki so danes del Gruzije, Armenije, Azerbajdžana in Dagestana. Velik del meje med državama je bil prav tako prestavljen na reko Aras. Ni samo ozemlje ni bilo izgubljeno. Iran je bil prav tako prisiljen plačati Rusiji veliko vsoto denarja. Poleg tega so ruski trgovci dobili posebno zaščito, Rusija pa je bila edina, ki je smela imeti vojne ladje na Kaspijskem morju. To pomeni, Rusija je zdaj močnejša od Irana, zato je zlahka pritiskala na šibko in finančno izčrpano kadžarsko vlado. Medtem ko je Rusija na severu postajala vse močnejša, pa je Britansko cesarstvo na vzhodu postajalo vse bolj zaskrbljeno. Velika Britanija je takrat nadzorovala Indijo, ki je bila njena najpomembnejša in ena najbogatejših kolonij. Britanci so se bali, da bi se Rusija lahko približala Indiji prek Srednje Azije, Afganistana in Irana. Še posebej pomembno je bilo mesto Herat, ki se danes nahaja v Afganistanu. Za Veliko Britanijo bi to območje lahko služilo kot pot za vojsko, ki bi želela napasti Indijo. Kljub tem, Iran je skušal prevzeti Herat, saj je bil dolgo povezan s perzijskimi kraljestvi, toda Velika Britanija je to preprečila. Leta 1856 je izbruhnila anglo-perzijska vojna. Britanci so napadli nekatere dele Irana in prisilili kadžarsko vlado, da preneha s poskusom priključitve Herata. Od takrat naprej je bilo jasno, da je Iran ujet med dvema mogočnima imperijema. Rusija je pritiskala nanj s severa, medtem ko ga je Velika Britanija napadala z juga in vzhoda, da bi zaščitila Indijo in poti v Perzijskem zalivu. Zaradi tega je spor med obema velikima imperijema postal krvav in to rivalstvo med Rusijo in Veliko Britanijo je postalo del tako imenovane Velike igre. Tekmovali so za vpliv v Srednji Aziji. Za Veliko Britanijo je bil Iran pomemben kot zaščita Indije, za Rusijo pa je bil pomemben kot pot proti jugu. Ni jim bilo treba zavzeti celotnega Irana. Država je zelo velika in ima veliko gora. Drago in težko jo je varovati. Za Rusijo in Veliko Britanijo je bilo lažje nadzorovati pomembne odločitve Irana od zunaj. Kralji iz dinastije Kadžar so videli, da lahko zaslužijo s tekmovanjem med obema imperijema. Vladi je primanjkovalo denarja. Morala je financirati palačo, vojsko, kraljeva potovanja in druge stroške. Zato so kralji začeli podeljevati tako imenovane gospodarske koncesije. Preprosto povedano, kralj je dal tujcu ali tujemu podjetju posebno pravico, da nadzoruje in zasluži z določenim poslom v Iranu. To je lahko bila banka, rudarstvo, ceste, železnice, telegraf, carina ali trgovina z določenim izdelkom. V zameno za to je tujec dal denar kralju ali vladi. Nekateri projekti so prinesli novo tehnologijo in infrastrukturo v Iran, vendar je velik del dobička in nadzora pripadel tujcem. Pogosto je bil denar uporabljen za palačo in osebne izdatke kralja, namesto za potrebe navadnih državljanov. S
Skozi 1900 leta se je v Iranu povečalo število ruskih in britanskih bankirjev, inženirjev, poslovnežev, diplomatov in vojakov. Pridobili so vpliv na banke, trgovino, komunikacije in druge pomembne dele gospodarstva. Velika Britanija je pomagala pri izgradnji telegrafskih linij, ki so omogočile hitro pošiljanje sporočil v Indijo. Toda ta sistem je bil v prvi vrsti ustvarjen za zadovoljevanje potreb britanskega imperija. Medtem ko so tujci služili in živeli v razkošnih palačah, je veliko Irancev ostalo revnih. Postopoma se je oblikoval občutek, da Iran nima več pravega nadzora nad svojo lastno zemljo, podjetji in prihodnostjo. In ko je kralj poskušal prodati nadzor nad enim najpomembnejših izdelkov v državi tujcu, ljudje niso več molčali. Prvič so se združili trgovci, verski voditelji in navadni državljani, da bi izzvali moč kralja in vpliv tujih imperijev v Iranu. Voditelja Irana so takrat imenovali šah, to je farsi beseda za kralja. Leta 1890 je Nasser al-Din šah dal skoraj popoln nadzor nad tobačno industrijo Irana britanskemu poslovnežu za 50 let. To je bil velik problem za Irance. Veliko kmetov, prodajalcev in poslovnežev je bilo odvisnih od tobaka za preživetje. Običajno so ga uporabljali tudi v domovih in na javnih mestih. Po novi pogodbi je moralo vse, od sajenja, prodaje do izvoza tobaka, potekati prek britanskega podjetja. To pomeni, da bo tuje podjetje nadzorovalo preživetje številnih Irancev. Tu je ljudem dokončno prekipelo. Združili so se trgovci, verski voditelji, intelektualci in navadni državljani. Nekatere trgovine so se zaprle, veliko ljudi pa je prenehalo uporabljati tobak. Znani verski voditelj Mirza Hasan Shirazi je izdal tudi prepoved uporabe tobaka. Prepoved je imela velik verski vpliv in so jo množično upoštevali celo nekateri ljudje znotraj palače. Zaradi obsežnih protestov je bil šah leta 1892 prisiljen preklicati pogodbo. Ta uspeh je bil pomemben, ker so Iranci videli, da lahko ustavijo kralja in tuje poslovneže, če delujejo skupaj. Tobakarski protest je bil eden prvih velikih korakov k širšemu boju za spremembe. Leto 1905 so ljudje ponovno protestirali. Niso želeli spremeniti le enega poslovnega dogovora. Želeli so omejiti moč šaha, zahtevali so ustavo ali jasen zakon, ki bi določal, do kod sega moč kralja. Prav tako so si želeli parlament, da bi imeli ljudje svoje predstavnike pri sprejemanju zakonov in porabi državnega denarja. Leta 1906 je Mozaffar al-Din šah privolil ustavo in parlament, ki se imenuje Madles. To je bila ena prvih ustavnih revolucij na Bližnjem vzhodu. Prvič je obstajala pravna pot za nadzor odločitev šaha in preprečevanje skrivnih dogovorov s tujci, vendar pa dober začetek ni trajal dolgo. Šah je umrl in nasledil ga je njegov sin Mohamed Ali šah. Novi šah ni želel, da bi parlament omejeval njegovo moč. Imel je tudi podporo Rusije, ki se je bala, da bo novi parlament zmanjšal njen vpliv v Iranu. Leta 1908 so sile zveste šahu obkolile poslopje parlamenta v Teheranu. Obstreljevali so ga s topovi. Veliko podpornikov ustave je bilo ubitih, aretiranih ali mučenih. Toda tisti, ki so se borili za ustavo, se niso predali. Sile iz različnih delov Irana so se zbrale skupaj. Leta 1909 so vstopili v Teheran in odstavili Mohameda Alija. Parlament je vstal, vendar so ga še naprej slabili notranji spori in vmešavanje Rusije ter Britanije. Medtem ko so se Iranci borili za lastno vlado, sta dva cesarja sklenila dogovor glede Irana. Leta 1907 sta Britanija in Rusija razdelili državo na območja, kjer je bila njuna vplivnost močnejša. Severni del je veljal za območje ruskega vpliva, jugovzhod pa za britanskega. V sredini je ostal tudi del, ki je veljal za nevtralnega. Iranske vlade ali prebivalcev niso vprašali za mnenje. Čeprav Iran ni postal neposredna kolonija, sta ga ti dve imperiji obravnavali, kot da si ga lahko razdelita. Le leto kasneje odkrili so še nekaj, kar je še povečalo vrednost države.
Leta 1908 so v Masjed Sulejmanu na jugozahodu Irana našli veliko naftno nahajališče. Iskanje se je začelo potem, ko je leta 1901 šah britanskemu vlagatelju Williamu Knoxu Darcyju podelil pravico iskati in črpati nafto na velikem delu države. Iz tega je nastalo podjetje Anglo-Perzijska naftna družba. To je podjetje, ki je postalo Anglo-Iranska naftna družba in kasneje postalo del danes znanega BP. Nafta je bila za Britanijo izjemno pomembna. Takrat je britanska mornarica postopoma zamenjevala premog z nafto kot gorivo za ladje. Nafta je bila lažja za uporabo in je pomagala pospešiti vojne ladje. Zato Iran ni bil več le prehod do Indije ali ovira proti Rusiji. Postal je tudi pomemben vir goriva za najmočnejšo mornarico na svetu. Leta 1914 je britanska vlada kupila velik delež naftnega podjetja. Zaradi tega je nafta iz Irana postala neposredno pomembna za varnost in vojaško moč Britanije. Ko je leta 1914 izbruhnila Prva svetovna vojna, Iran je razglasil nevtralnost. Ni želel podpreti nobene države. Kljub temu so v Iran vstopile sile Rusije, Britanije in Osmanskega cesarstva. Uporabili so iransko ozemlje kot prehod in bojišče. Unicili so kmetije in trgovino. Vojaki so vzeli nekaj hrane in živali, bolezen se je širila, medtem ko je vlada slabela. Veliko Irancev je umrlo zaradi lakote, bolezni in nemirov. Zgodovinarji imajo različne ocene o dejanskem številu, vendar je jasno, da je vojna povzročila ogromno škodo navadnim prebivalcem. Po Prvi svetovni vojni je stari ruski imperij razpadel in nastala je Sovjetska zveza. Prisotnost Rusije v Iranu je začasno še bolj oslabila. Velika Britanija je poskušala okrepiti svoj nadzor, zlasti nad nafto in vlado. Vendar pa se je vedno več Irancev upiralo tujim vmešavanjem in šibki dinastiji Kadžar. Sredi nemirov se je povzpel vojaški častnik po imenu Reza Khan. Leta 1921 je sodeloval pri državnem udaru, ki mu je dal veliko moč v vladi. Postopoma je postal vodja vojske in predsednik vlade. Leta 1925 je parlament odstavil dinastijo Kadžar. Reza Khan ga je zamenjal in postal Reza Šah Pahlavi. Reza je obljubil, da bo ustvaril močan, moderen in neodvisen Iran. Zgradil je nove ceste, bolnišnice, šole, tovarne in vladne urade. V njegovem času je bila ustanovljena tudi univerza v Teheranu in zgrajena transiranska železnica, ki je povezala sever in jug države. Okrepil je narodno vojsko in centralno vlado. Zmanjšal je tudi moč nekaterih plemenskih voditeljev, lokalnih vladarjev in verskih sodišč. Reza je želel, da ima vlada glavni nadzor, ne pa da imajo verski voditelji glavni nadzor nad zakoni in politiko. Prisilili je tudi spremembo oblačenja in načina življenja Irancev, da bi po njegovem mnenju izgledali moderno. Leta 1936 je njegova vlada prepovedala nošenje tančice v javnosti. Nekatere ženske so bile vesele, ker so lažje hodile v šolo in službo, vendar pa je bilo veliko takih, ki so bile prisiljene slediti spremembam, nekatere pa sploh niso več zapuščale doma. Sprememba ni bila prostovoljna izbira vseh. To je vlada uveljavila s pomočjo policije in sile. Medtem ko je moderniziral Iran, je Reza postal tudi bolj mogočen in strožji. Utišal je nasprotnike, nadzoroval medije in odvzel številne resnične svoboščine parlamentu. Leta 1935 je njegova vlada zahtevala, da druge države v uradnih stikih uporabljajo ime Iran namesto Perzije. Vendar mu ni uspelo popolnoma odstraniti vpliva tujih držav. Ko se je začela Druga svetovna vojna, Iran je znova in znova razglašal nevtralnost. V državi je takrat delalo veliko nemških tehnikov in poslovnežev. Ko je Nemčija leta 1941 napadla Sovjetsko zvezo, sta se Velika Britanija in Sovjetska zveza ustrašili, da bi Nemčija lahko uporabila Iran proti njima. Za Veliko Britanijo je bila pomembna tudi rafinerija nafte v Abadanu. Sovjetska zveza je potrebovala varen prehod skozi Iran, da bi lahko prejela orožje in zaloge od svojih zaveznikov. Velika Britanija in Sovjetska zveza sta zahtevali, da Reza Šah izžene večino nemških državljanov. Ni takoj ni izpolnil vseh njihovih zahtev. Avgusta 1941 sta britanska in sovjetska vojska napadli Iran. Iranska vojska je bila hitro poražena. Reza Šah je bil prisiljen odstopiti s prestola in so ga izgnali iz države. Zamenjal ga je njegov sin Mohamed Reza Pahlavi, ki je bil takrat star 22 let. Iranci so ponovno videli, da se v njihovi državi dogaja isto kot prej. Do zamenjave kralja je prišlo ne zaradi odločitve ljudi, ampak zato, ker so si to želele močne tuje države. Zavezniki so uporabili Iran kot perzijski koridor, pomembno pot za hrano, vozila, orožje in druge zaloge, ki so jih pošiljali v Sovjetsko zvezo.
zvezo. Ko se je končala druga svetovna vojna, je nadzor novega šaha oslabel. Zaradi tega so se ponovno okrepili parlament, politične stranke, časopise in združenja, ki so zahtevala resnično svobodo. Vendar pa je ostal največji problem. Britansko nadzorovano podjetje Anglo-Iranian Oil Company je še naprej iz Irana jemalo ogromne količine nafte. Veliko več je zaslužila Britanija, kot pa koristi, ki jih je prejelo veliko Irancev. Britansko podjetje je tudi strogo nadzorovalo veliko rafinerijo v Abadanu. Položaj številnih iranskih delavcev je bil težak, medtem ko so imeli britanski zaposleni boljše hiše in storitve. Zaradi tega je nafta postala simbol dolgotrajnega vmešavanja tujih držav. V tem času je zaslovel politik Mossadegh. Mossadegh je bil odvetnik, nekdanji vladni uradnik in dolgoletni podpornik ustave. Verjel je, da bi moral parlament imeti nadzor, ter da bi moral Iran imeti nadzor nad lastnimi naravnimi viri. Ni hotel, da bi Veliko Britanijo preprosto zamenjala druga velika sila. Želel je, da bi Iran lahko sam sprejemal svoje odločitve. V poznih 40 letih je Mossadegh vodil nacionalno fronto, skupino nacionalistov, liberalcev in drugih političnih podpornikov, ki so se združili z namenom končati tuji nadzor nad iransko nafto. Iranska vlada je poskušala zahtevati večji delež prihodkov anglo-iranske naftne družbe. Toda Mossadeghov delitev dobička ni bila dovolj, saj je menil, da je nafta last Irana. Zato bi moral Iran sam nadzorovati svojo nafto. Leta 1951 je parlament podprl nacionalizacijo naftne industrije. Nacionalizacija pomeni, da vlada prevzame zasebno podjetje, da bi ga spravila pod nadzor države. Kmalu je postal premier. Mohammad Mossadegh. Na prvi pogled je dolgoletni boj Irancev uspel. Voditelj, ki ga je podpirala parlament, se je postavil po robu najmočnejšemu imperiju, ki je že dolgo služil na njihovi zemlji. Toda Velika Britanija ni bila pripravljena kar tako izgubiti svoje naftno podjetje. In medtem ko se je boj za nafto zaostroval, so v zgodbo Irana vstopile Združene države Amerike. V operaciji, ki bo spremenila potek države in uničila zaupanje mnogih Irancev v zahodno demokracijo. Medtem ko so se krepili pozivi, na Iran nadzoruje lastno nafto, marca 1951 je bil ubit predsednik vlade Hadž Ali Razmara, ki je nasprotoval takojšnjemu prevzemu naftne industrije strani vlade. Potem se je še bolj okrepila podpora Mohamedu Mossadeghu. Aprila 1951 ga je parlament izbral za predsednika vlade. Kmalu je bil sprejet zakon, ki je naftno industrijo postavil pod nadzor Irana. Za mnoge Irance ni šlo le za denar, nafta je postala simbol. Velika Britanija je že dolgo služila na bogastvu Irana, medtem ko so imeli Iranci le malo nadzora nad lastno nafto. Velika Britanija ni želela kar tako opustiti posel. Umaknila je britanske delavce iz velikih rafinerij v Abadanu in blokirala prodajo iranske nafte v tujino. Zaradi tega je izvoz nafte skoraj povsem zastal in vlada je izgubila velik del prihodkov. Združene države in Svetovna banka so poskušale doseči dogovor. Velika Britanija je bila pripravljena povečati denar, ki bi ga prejela Iran, vendar ni želela popolnoma predati nadzora. Za Mossadegha pa bi morala Iran sam upravljati svojo nafto. Medtem ko se je gospodarstvo slabšalo, se je začela hladna vojna med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. V Iranu je obstajala komunistična stranka, imenovana Stranka Tudeh. Mossadegh ni bil komunist, vendar so se Združene države bale, da bi njegova vlada lahko oslabila in bi Iran padel pod vpliv Sovjetske zveze. Velika Britanija je izkoristila ta strah, da je prepričala Ameriko, naj pomaga pri strmoglavljenju Mossadegha. Leta 1953 sta britanska obveščevalna služba in ameriška CIA združili moči v tajni operaciji imenovani Operacija Ajax. CIA je dala denar politikom, časopisom, vojaškim častnikom in organizatorjem. Nekateri časopisi so objavili zgodbe proti Mossadeghu. Organizirali so tudi plačane demonstracije, da bi ustvarili vtis, da izgublja podporo. Uporabili so moč šaha, da so odstranili Mossadegha kot predsednika vlade. Sprva je načrt propadel. Šah je celo pobegnil iz Irana, toda operacija se ni ustavila. 19. avgusta 1953 je šah pridobil podporo nekaterih delov vojske. V Teheranu je prišlo do spopadov in na koncu je vlada Mossadegha padla. Aretrirali so ga in mu sodili na vojaškem sodišču. Obsodili so ga na 3 leta zapora, nato pa so ga dali v hišni pripor do njegove smrti. Šah Mohammad Reza Pahlavi se je vrnil v Iran in njegova moč je postala še večja. Ta državni udar je imel izjemno velik vpliv. Za mnoge Irance to je pokazalo, da ko so poskušali prevzeti nadzor nad lastno nafto preko parlamenta in priljubljenega predsednika vlade, sta Velika Britanija in Združene države pomagali, da so ga odstavili.
Po državnem udaru je nastala skupina naftnih podjetij iz Velike Britanije, Združenih držav, Nizozemske in Francije. Formalno je bila nafta v lasti države, vendar so imele tuje družbe še vedno velik nadzor nad proizvodnjo in prodajo. Od takrat so Združene države postale njegov glavni podpornik. Združene države so mu zagotovile denar, orožje, usposabljanje in politično podporo. Iran je bil za Ameriko pomemben, ker je bil blizu Sovjetske zveze in je imel veliko nafte. Toda medtem ko je on postajal močnejši, je svobodna politika slabela. Nadzoroval je volitve in medije, utišal je tudi politične nasprotnike, ustanovil je tajno policijo. Tajna policija je nadzorovala študente, novinarje, verske voditelje, poslance, komuniste, nacionaliste in vse druge, ki so nasprotovali vladi. Veliko ljudi je bilo aretiranih, zaprtih in mučenih. Zaradi tega so se ljudje bali govoriti proti njemu. Skupaj s strogo vladavino je on leta 1963 začel Belo revolucijo. Vključuje razdeljevanje zemlje nekaterim kmetom, volilno pravico za ženske, gradnjo šol, bolnišnic, cest, tovarn in drugih projektov. Veliko žensk se je lahko izobraževalo in zaposlovalo. Povečal se je tudi srednji razred in več ljudi je lahko študiralo na univerzi. Toda koristi niso bile enakomerne. Veliko kmetov je prejelo zemljo, ki je bila premajhna, da bi lahko od nje živeli. Zaradi tega so se preselili v mesta. Medtem ko je bilo vedno več sodobnih stavb, se je povečalo tudi število revnih skupnosti. Veliko tradicionalnih trgovcev in verskih voditeljev je prav tako izgubilo svojo nekdanjo moč. Eden najmočnejših nasprotnikov je bil šiitski verski voditelj Ruhollah Homeini. Kritiziral je Belo revolucijo, tesne odnose šaha z Združenimi državami in strogi nadzor vlade. Za Homeinija modernizacija ni prava svoboda, če je Iran še vedno odvisen od tujih sil in ljudje nimajo svobode govora. Junija 1963 so ga aretirali po ostrem govoru proti šahu. Njegovi podporniki so protestirali, vlada pa je uporabila vojsko, da jih ustavi. Leta 1964 je Homeini ponovno kritiziral zakon, ki je nekaterim ameriškim vojaškim osebjem v Iranu zagotavljal posebno pravno zaščito. Za mnoge Irance to spominja na stare sporazume, ki so tujcem dajali posebne pravice. Zaradi tega so Homeinija izgnali iz Irana. Tudi ko je bil v tujini, je še naprej pošiljal svoje govore prek kaset. Te so nas skrivaj kopirali in jih razširjali po mošejah, trgovinah, šolah in domovih. Medtem je Iran hitro obogatel zaradi rasti cen nafte v 70-ih letih. Izvedel je velike projekte in kupil ogromno sodobnega orožja iz Združenih držav Amerike. Iran je postal ena najmočnejših vojaških sil na Bližnjem vzhodu, toda hitro so se zvišale tudi cene blaga in stanovanj. Korupcija se je povečala in razlika med bogatimi in revnimi se je še poglobila. Medtem ko je veliko družin trpelo, so opazovali razkošno življenje kraljeve družine. Do poznih 70-ih let je bilo že veliko skupin, ki so nasprotovale šahu. Med njimi so bili verniki, konzervativci, komunisti, nacionalisti, liberalci, študenti, delavci, intelektualci in podjetniki. Imeli so različne predstave o tem, kakšno vlado si želijo, vendar so se strinjali v eni stvari: šah je moral oditi. Leta 1978 protesti so se razširili po celotnem Iranu. Ko je nekdo umrl na demonstracijah, je po 40 dneh potekalo novo zbiranje. To je v skladu s šiitsko tradicijo. Pogosto je to vodilo v novo nasilje, zato so protesti še bolj naraščali. 8. septembra 1978 varnostne sile so streljale na protestnike v Teheranu. Ta dan je postal znan kot Črni petek. To je še bolj uničilo zaupanje ljudi v šaha. Vlada je razglasila vojno stanje, toda protestov ni bilo več mogoče ustaviti. Delavci v tovarnah so se pridružili stavke, banke, vladne urade in naftno industrijo. Ko so naftni delavci prenehali delati, je vlada izgubila velik del prihodkov. Šah je poskušal zamenjati predsednika vlade in obljubil, da bo odpravil korupcijo in zlorabe, toda bilo je že prepozno. 16. januarja 1979 je šah zapustil Iran. Rekel je, da je njegov odhod le začasen, vendar se ni nikoli več vrnil. 1. februarja se je Ruhollah Homeini vrnil v Teheran po skoraj 15 letih izgnanstva. Milijoni ljudi so ga pričakali. Padla je monarhija, ki je desetletja vladala Iranu. Toda skupine, ki so se združile proti šahu, so imele različne sanje za državo. Nekateri so si želeli demokracije, drugi socialistične vlade. Nekateri pa so si želeli, da bi bil islam glavno vodilo zakonov in politike. Zato se je po strmoglavljanju šaha začel še večji boj. Kdo ima resnično oblast v Novi Iranu?
Ko se je Ruhollah Homeini vrnil v Iran, je preostala moč monarhije dokončno padla. Mnogi vojaki so zavrnili branjenje stare vlade. Vendar si skupine, ki so strmoglavile šaha, niso želele enakega sistema. Nekateri so si želeli demokracijo, drugi socialistično vlado. Spet tretji pa so si želeli vlade, ki temelji na islamu. Najmočnejša in najbolje organizirana je bila skupina Homeinija. Imela je široke povezave z mošejami, verskimi voditelji, poslovneži in navadnimi državljani. Aprila 1979 Iranci so glasovali, da postane država Islamska republika. V novem sistemu lahko ljudje še vedno volijo predsednika in parlament, vendar je na najvišjem položaju vrhovni vodja. Šiitski verski voditelj, ki je močnejši od predsednika. Vrhovni vodja ima velik nadzor nad vojsko, pravosodjem, obveščevalnimi službami, državnimi mediji in pomembnimi odločitvami države. Obstaja tudi svet varuhov, ki pregleduje zakone in kandidate, ki želijo kandidirati. Zaradi tega so v Iranu volitve, vendar pa niso vsi, ki nasprotujejo sistemu, dovoljeni kot kandidati. Hkrati se je poglobilo sovraštvo do Združenih držav Amerike. Novembra 1979 iranski študentje so vdrli v ameriško veleposlaništvo v Teheranu. Skupno je bilo sprva zajetih 66 Američanov. Kasneje jih je 52 ostalo v ujetništvu, 444 dni. Za tiste, ki so zavzeli veleposlaništvo, je obstajala nevarnost, da bi Amerika ponovno pomagala šahu, tako kot je to storila leta 1953. Zaradi talške krize so se odnosi med Iranom in Združenimi državami popolnoma porušili. Medtem ko so oblikovali novo vlado, so Homeinijevi podporniki oslabili tudi druge skupine, ki so sodelovale v revoluciji. Opozicijske časopise so zaprli, veliko nekdanjih uradnikov, liberalcev, komunistov in kritikov so aretirali, ubili ali prisilili k pobegu. Vlada je uvedla tudi stroga verska pravila, vključno z oblačilnim kodeksom za ženske. Za zaščito Islamske republike so ustanovili Islamsko revolucionarno gardo ali IRGC. Iran ima še vedno redno vojsko. Toda je bila IRGC ustanovljena za zaščito same verske vlade, ima lastne kopenske sile, mornarico, rakete, obveščevalne enote in velik vpliv v poslu in politiki. Z IRGC je povezana Basič, prostovoljna milica z mrežo v šolah, na delovnih mestih, vaseh in soseskah. Uporablja se v času vojne in občasno za zatiranje protestov. Kmalu se je soočila z velikim preizkusom. Preizkušena je bila nova vlada. Septembra 1980 je Irak pod vodstvom Sadama Huseina napadel Iran. Irak je menil, da je Iran zaradi revolucije šibek. Toda Iranci so se borili in vojna je trajala 8 let. Zelo veliko ljudi je umrlo. Mesta in naftne naprave so bile uničene. Irak je uporabil tudi kemično orožje. Namesto da bi Islamsko republiko strmoglavila, je vojna celo pomagala, da jo okrepi. IRGC in Basi sta se povečala, medtem ko so tiste, ki so nasprotovali vladi, lažje označili za zaveznike sovražnika. Ko se je vojna leta 1988 končala in je Islamska republika ostala na oblasti, je Homeini umrl leta 1989. Sistem, ki ga je vzpostavil, se je nadaljeval pod naslednjim vrhovnim voditeljem. Iran je uporabljal tudi zavezniške oborožene skupine v drugih delih Bližnjega vzhoda. Sem spadajo Hezbolah v Libanonu ter druge skupine v Iraku, Siriji, Jemnu in palestinskih ozemljih. Imenujejo jih posredniške skupine, niso del redne iranske vojske, vendar lahko prejmejo denar, usposabljanje, orožje ali politično podporo od Irana. Za Iran predstavljajo obrambo proti Združenim državam Amerike, Izrael in druge sovražnike. Za njihove nasprotnike pa Iran uporablja te skupine za širjenje vpliva in povzročanje nemirov v regiji. Tudi iranski jedrski program je postal središče spora. Iran trdi, da je to za energijo in znanstvene raziskave, vendar pa se Združene države Amerike, Izrael in druge države bojijo, da bi to Iranu lahko omogočilo izdelavo jedrskega orožja. Nihče ne more zagotovo trditi, da ima Iran jedrsko bombo. Glavno vprašanje je, kako blizu so temu, da bi jo lahko izdelali, če bi se vlada tako odločila. Zaradi tega so uvedli sankcije proti Iranu, omejili so izvoz nafte, bančništvo, poslovanje in trgovanje. To je močno vplivalo na gospodarstvo in življenje navadnih državljanov. Hkrati pa se v državi nadaljujejo protesti. Iranci so protestirali proti korupciji, revščini, volitvam, brezposelnosti, naraščanju cen in strogim pravilom za ženske. Leta 2022. Izbruhnili so množični protesti po smrti Mase Amini, 22-letna ženska, ki jo je aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja hidžaba.
Vlada je za zatiranje protestov uporabila izklop interneta, varnostne sile, IRGC in basi sta bila uporabljena za zatiranje demonstracij. Tukaj lahko vidimo, zakaj je težko strmoglaviti Islamsko republiko. Ne zanaša se le na enega voditelja. Ima vrhovnega vodjo, svet varuhov, pravosodje, obveščevalne agencije, državni mediji, IRGC, basi in verske mreže, ki skupaj ščitijo sistem. Ko en uradnik izgine, je vedno nekdo drug pripravljen, da ga nadomesti in nadaljuje isto vlado. Vendar je pomembno ločiti iransko vlado od prebivalcev Irana. Obstajajo tisti, ki podpirajo Islamsko republiko. Nekateri želijo spremeniti le nekatere dele sistema. Veliko jih zahteva več svobode ali celo popolnoma nov sistem. V zadnjih več kot 200 letih je Iran večkrat doživel vojne, državne prevrate, sankcije in vmešavanje velikih držav. Islamska republika je to zgodovino uporabila kot argument, da je potrebna stroga vlada, da Iran ne bi več padel pod nadzor tujcev. Toda medtem ko sistem ščiti državo pred zunanjimi vplivi, strogo nadzoruje tudi lastne državljane. Zato zgodba sodobnega Irana ni le zgodba o veri. To je zgodba o državi, ki se je dolgo borila proti nadzoru tujcev, medtem ko njeni prebivalci še naprej bijejo boj za svojo svobodo znotraj lastne države.